Spoštovane gostje, spoštovani gosti, znašli smo se v sodnem stolpu. Moje ime je Vida in najprej bi rada nekaj disclaimerjev. Gospod Petkovič, vas so predstavili, da prihajate iz 100. lista. Vi niste bili povabljeni na to okroglo mizo, koga predstavljate danes tukaj? Hodil sem po Ljubljani, ustavil me je gospod, predstavil se je, da predstavlja globoko državo in je rekel, da naj pridem. Tako da sem prišel in dal mi je karto za vlak v roke, tako da sem z vlakom prišel. Hvala. Ne bo vse tako neresno, kot se zdi mogoče na prvi pogled, sem pa dolžen še en disclaimer. Striček Facebook mi je danes zjutraj ponudil eno objavo, en spomin na eno mineštro. Ustvarjali smo jo v okviru redakcije Nedela in ta mineštra je bila prva stvar, ki je morala zginiti z Nedela po, jaz temu rečem, prvi okupaciji Dela, ko so prišli politkomisarji in prva stvar, ki je bila, je morala oditi satira. Ustvarjal sem jo z enim sumljivim tipom, ki se je danes pojavil tukaj, dela za eno, tam je pri Coca-Colinem hladilniku. Bivši kolega Rok Praprotnik danes dela za neko firmo, ne vem, o njej bomo mogoče tudi kasneje. Ampak res ne bomo zelo neresni, jaz se bom, Sašo, tebi pridružil. In prvo vprašanje bo seveda namenjeno tebi. Nahajaš se v eni instituciji, ki je, bom rekel, ta trenutek zelo na udaru. Trenutno si še na varni strani, ne? Delaš za radio, ki je še, ampak vprašal pa te bom, so politkomisarji že prišli do Radia Gaga? Gospa Vida, tako vam bom odgovoril. Tukaj imam oznako 38, po 40 letih dela je to edino priznanje, ki sem ga dobil in sem na to zelo ponosen. Druga stvar, peljal sem se iz Ljubljane s kolegom Nejcem Furlanom, ravno tako prizadetim, kot sem sam, pa ne umsko, in sva razpravljala o razmerah na RTV-ju in sem razmišljal, kako naj publiko nagovorim. Star preizkušen recept je, da govorim tako, da vi ne razumete popolnoma nič, hkrati me pa občudujete. In sem se temu odrekel. Ne bom tako govoril bom preprosto, kot kmečki fant z oznako 38, karkoli me boš vprašal, direktno, brez sprenevedanja, ne bom delal razlike med tistim, kar sem in med tistim, kar mislim, da sem. Ta razlika je ogromna. Niti ne bom delal razlike med tistim, kar sem in med tistim, kar bi rad, da si vi v meni mislite. Hvala, zaenkrat toliko. Ampak Sašo, nisi odgovoril na vprašanje, so politkomisarji prišli že do Radia Gaga? Ne morejo priti do Radia Gaga. Ne? Jaz ne moram nastopati tako kot generalni direktor, kot fizična oseba, da se znajdem izmigla v poziciji goljuma, ko so se znašli vsi protagonisti, tisti, ki zastopajo oblast, moč, vpliv in vse v naši instituciji. Do Radia Gaga pač ne morejo priti z preprostega razloga in to, kar bom povedal, resno mislim. Smo ljudje. Imamo isti genom. Čeprav delimo 99% z primati, predvsem z bonobi, pa ne veliko manj z vinskimi mušicami, imamo pa tudi moralni genom, umski genom, intelektualni genom, ki ni pomembno, ali je višji ali je nižji, ampak mi nismo ista vrsta. Mi nismo ista vrsta. Zato je popolnoma brezpredmetno, če kdo iz nevrste vstopi v naš prostor. To je podobno, kot da greš v živalski vrt in ti banano vrže opica v glavo in se pritožiš upravniku, da to nemoralno dejanje. Če je le možno, si vesel, če te kdo poslikal, ker pač tako je. Sašo, hvala. Mogoče predaš še mikrofon drugemu radijskemu kolegu. Če so prišli do Močvirja, bo zdaj rekel. Tako. Za Sašotom sva mogoče že malo odgovorili na vprašanje. Radio je vseeno vendarle še neka oaza ali pa varno zavetje satire, ampak v primeru, da se bo okupacija javne radiotelevizije nadaljevala, bodo najbrž prišli tudi do zapisov iz Močvirja. Samodržci ne marajo satire, ogledala. Veš kaj, jaz v bistvu že leta 2008 med tisto epizodo, pol leta nisem pisal.
sem bil na Hladnem, ampak to je bila takrat uredniška odločitev in če bo zdaj spet uredniška odločitev, bom pač temu prikimal in pač ne bom pisal. Jaz tudi tako kot Sašo se ne smatram za nekega veleuma, če mi rečejo, da pišem, če mi rečejo, da ne pišem. Je pa nekaj zelo zanimivega in če ne pišem, mi ne plačajo. Ne? Ja, včasih tudi, če nisem pisal, so mi plačali, ko je bil Veselinovič, zdaj pa ne plačajo. Pač. Meni je najbolj hecno pri tem, ne, ko rečejo RTV, ne, seveda to zdaj živimo vsi, jaz to ponavljam že kar nekaj let, seveda takoj vsi mislijo izključno na televizijo Slovenija. Ne. Ampak ne na vso televizijo Slovenija, ampak na informativni program TV Slovenija. Seveda je ogromno tudi v drugih redakcijah te naše hiše narobe in tako naprej in tako nazaj, ampak zelo, zelo me moti, da v bistvu se vsa ta debata, v bistvu, ki je vsa ta vojna, referendum in vse to, v bistvu gre okoli, ne vem koliko jih je, vse so naši kolegi in vse, ampak zelo, zelo velika manjšina vseh nas, ki smo v bistvu pač tam zaposleni in Saša, mislim, da je na našem radiju vse okej, ne? In mislim, da nihče nima niti interesa, da bi prišel v bistvu, ker zakaj informativni program televizije Slovenija? Zato, ker ti mandeljci se izjemno, izjemno radi gledajo in zelo, zelo težko se poslušajo. Ne? Jaz mislim, da je samo v tem je što, zakaj je radio v bistvu in zato sem jaz proti temu, da se radio začne kazati. Ne? Veš, ko imamo te kamere zdaj noter. Ne? Ja, ker bo naenkrat v bistvu prišli do tega principa in bo pol tudi radio padel. No? Ampak ne verjamem, mislim, da mi nikoga ne zanimamo, kaj zelo dosti. No? Smo pa izredno poslušani, to je pa neverjetno. Zdaj so prišli ti podatki, ne, o zadnjem poslušanosti in v bistvu radio je postal zopet izjemno vplivni medij, ne. Ker, ne vem, 10-15 let nazaj je bil Radio Gaga, pa Dogodki na Meji, pa nič druga. Ne. Da ti malo pohofiram. Robert, prihajaš iz tednika, ki v bistvu satire namenja veliko prostora. Zdaj, jaz bi celo ocenil, da celo največ med slovenskimi mediji. In glede na dolgo časovno obdobje, vse od obdobja pred osamosvojitvijo, mi, ki smo še brali Mladino v tistem času do danes, katero obdobje pa je po tvoje oceni tisto, ko je bilo za to vrstne vsebine res mogoče najboljše ali pa najtežje? Kot moj sodelavec Tomaž Lavrič vedno reče, je rekel, dokler bo politika na tem svetu, bojo neumnosti in dokler bojo neumnosti, je prostor za satiro. Zdaj, mislim, pač zadnje 2 leti sta bile zelo inspirativni. Je pa razlika od tiste, ko si že začel tako od jajca naprej, razlika je, da je recimo pred 20 leti, jaz se spomnim, je enkrat Sašo Hribar hodil tam pred televizijo, je zagledal generalnega direktorja televizije, se mi zdi Janez Čadaš ali nekaj tazga je bil, in ga je tam predvsem ga je prijel za nos in ga je tako prijel za nos in ga zavihtel in fotografiji so skakali in so slikali in on se je smejal, direktor se je smejal, ni odpustil Sašota. Mislim, bilo, ko rekel, hočem to povedati, da v tistih časih so vsem oblastniki, dajmo temu tako reči, so nekako dopuščali to satiro v tej maksimi, pač tok velik politik si, kakor si prvoščaš satire na svoj račun. In jo niso omejevali. Zdaj prihajamo v te čase, da smo recimo mi na Mladini smo velikrat na sodišču. In grenko moram priznati, da največ denarja smo plačali za kazni v satiri. Zato, ker pač, ko ti enkrat prideš na sodišče, sodniki nimajo niti najmanjšega razumevanja za satiro. Boš lahko napisal, ni res, da je ta to pa to, to se razume, kot da si hotel reči, da je ta to pa to in, ko bi rekel, če to ne odgovarja po njihovem mnenju dejstvom, ti boš kaznovan. Sploh ne morem govoriti, rekel bom samo eno ogromno številko, 130 000 evrov smo v bistvu plačali kazni
enemu politiku in njegovi družini, tako da, tako mislim. In včasih v socializmu na koncu, predvsem na koncu, v drugi polovici 80-ih, je bila satira nek ventil, ki so ga oboji sprejeli. Lahko si delal norce na račun Jovanke, lahko si se na račun že po Maršala zafrkal, vici so bili dovoljeni, ne? In to je šlo naprej, nekje se je res bohotel do potem prihoda demokracije, ne? Ko se je vse skup nehal. Ne? Naša prva izgubljena tožba je bila za en benigen vic v rolanju po sceni, ne? Tam, kjer so vici in pač ni govora. Tudi satira mora po mnenju sodišča ko bi se s tem že oni izrazijo, mora biti resnična. Mi smo se vedno branili, da v bistvu je satira bolj resnična od resničnosti same. Ne? To je že pokojni Štandeker za zadnjo stran v Mladini rekel, tam not zapišemo vse, kar je bolj resnično od resničnosti same. Tako sta enkrat z Ervinom Hladnikom naredila zemljevid, kako bo Jugoslavija napadla Albanijo. In groza, albanska veleposlaništvo je protestiralo, v Združenih narodih je albanski predstavnik trdil, da so odkrili tajni plan, kako bo Jugoslavija napadla Albanijo. In nič ni pomagalo, da je to satira. Blaž, za znova prebojenim totim listom je 5 let izhajanja, prejšnji teden je šla že 250. številka. Kako se v bistvu, to si Robert že v bistvu ti načel, kako se znajti v bistvu pa ustvarjati v času, kjer se satirične vsebine pišejo že same od sebe? Oziroma še več, ko se začnejo satirične vsebine uresničevati. Če se spomnimo samo TV sporeda javne televizije, ki ga je objavil Toti list in ki se je v bistvu praktično uresničil. Če smo gledali zadnja televizijska soočenja o RTV zakonu, moramo reči, da je konkurenca kar huda. Ne? In tudi nasplošno. Mislim, da se je kar fraza že pojavila na družbenih omrežjih, da ko zaokrožijo resne novice, da je že ta fraza, a je to Toti list napisal, a je to od totega lista. Ne? Tako da konkurenca je res huda, mislim pa, da je to odraz nekega stanja duha v družbi, to, kar je tudi Robert povedal, tudi stanja politične kulture, kakršna je trenutno v Sloveniji, mislim, da je vse na nekih najnižjih točkah. Ob temu pa bi omenil tudi nedavno, pred leti smo gostovali tukaj kolega iz Srbije, iz news.net, kjer gre tudi za satirični portal, za satirični kolektiv. In takrat so oni na svojem portalu objavljali izjave dneva od javnih osebnosti iz Srbije, od politikov. In na neki točki so ugotovili, da jim sploh ni treba več spreminjati, drugače zapisovati izjave, ker dejansko so bile izjave srbskih politikov, so bile že dovolj za satiro. Ne? Ni bilo treba nobenega posega v to. In takrat potem so se začeli pa bralci na njih obračati, kako si pa upate polagati v usta besede nekaterim politikom. Pa so oni rekli, kako mi polagamo besede v usta politikom, če so pa oni to dejansko povedali. Ne? Tako da to, kar je Robert povedal, trenutne razmere so idealne za satiro, zato se moramo tem resnim medijskim objavam se moramo prilagajati tudi na način, da smo drugačni. Pri Totem listu smo recimo družabno igro Levica ne jezi se objavili, križanke, fotogalerije, izbrali smo osebnost leta, skratka, tudi na tem področju moraš biti inovativen in ne vem, če veš, Rok, non-stop si želim to, da bi Toti list ob koncih leta izdal nek almanah preteklega leta z svojimi zapisi, da bi ljudje malce bolj ne tako negativistično, ne tako, kar spremljamo v zadnjih letih vojne, epidemije, da bi se na drugačen način spominjali preteklega leta. Ja, poznam odgovornega urednika, ga bom vprašal, če imamo denar za to. Posebno veselje mi je, da je danes z nami Damir Globočnik iz Gorenjskega muzeja.
izjemen strokovnjak, bom rekel, za satirične vsebine v naših časnikih, seveda, ker bova šla malo v zgodovino. Zanima me, glede na to, da veljaš za najboljšega poznavalca satiričnih vsebin, karikatur v zgodovini slovenskih medijev, se je po tvojem mnenju v teh zadnjih 100-200 letih kaj bistveno spremenilo? Ja, zdaj hvala za tako napoved, kako ni rečem, da sem najboljši poznavalec. Ko sem bil še mlajši, ko sem študiral, je bila pač ena druga poznavalka, ki je bila boljša, ampak potem se je ona preusmerila v druge vsebine, znači o imenih, no. Pa sem pa sam ostal, no, in zdaj v tej konkurenci, ne, teh zadnjih 30 let, ne, sem pa pač prvi, ja. Enkrat sem bil tudi na zimskem športnem izobraževanju, sem dobil srebrno kolajno za pač tisto mojo progo, ki sem jo zvozil, pa enkrat padel, no. Ampak v konkurenci dveh, no, v tej moji skupini, no. No, skratka, mislim, zdaj mene so že upozorili, ne, pač ti ta 3. minuto začneš od sebe govoriti, sem pa kar kaj začel, ne. Kaj sem že mislil reči, jaz sem se ukvarjal res z zgodovino ali pa preučeval sem jaz, ko sem umetnostni zgodovinar, res nisem iz vaših vrst, ne, z satiričnimi listi in pa z karikaturo, to se pravi od začetka pa do recimo do 40-50 let preteklega stoletja, ne, pa mi pa zmanjkalo energije, zato ker je bilo potem tega veliko več, ne, je bilo neobvladljivo. In marsikaj se je spremenilo pač v tem času, ampak v Avstro-Ogrski, v stari Jugoslaviji, pa v tej prvi Jugoslaviji, to se pravi Federativni ljudski republiki Jugoslaviji, so, bi rekel, oblastniki in mogočniki zelo dobro poskrbeli, ne, da se recimo teh res vrhov, nobene karikature cesarja Franca Jožefa ni bilo objavljeno v nobenem satiričnem listu, v nobenem časopisu za časa obstoja Avstro-Ogrske, ne, pač ta prva naslikov je Hinko Smrekar v satiričnem listu Kurent tisti mesec, ko je Avstro-Ogrska razpadla, ne. Potem Tito po drugi svetovni vojni in pa drugi pač voditeljni, ne, kar nekaj desetletij tega ni bilo, ne, recimo, ne. V našem času, to se pravi v 70 let dalje se ponovno pojavi to, kar se imenuje politična satira in pa prava karikatura, ne, politična karikatura, ne, skratka, povsod je bila cenzura, samo te oblike so se spreminjale. Zanimivo je bilo, v Avstriji ni bilo predhodne cenzure, pač ko je nek časopis ali pa satirični list izšel, ko je šel v distribucijo, isti trenutek se je moral izvod dati tudi recimo, kaj vem, cenzorju ali pa državnemu pravniku, se pravi tožilcu, ne, potem je on to pogledal in če je ugotovil, je odredil pač zaplembo, ampak v tistih par urah ne pa večino to šlo med ljudi, zato se je to tudi ohranilo. No, skratka, ukrepi, ki so bili za, bi rekel, zatiranje kakšnih preveč subverzivnih, bi rekel, ali pa pretirano satiričnih misli, so bili pa zelo učinkoviti. Zdaj sem se pač spomnil Toti list, ampak prvi Toti list, to je ta Toti list, ki je začel izhajati v Mariboru leta 1938, ne, je bil čez 3 leta februarja 41 ukinjen samo zaradi ene besede, ne. V pesmi, pesmici, satirični pesmici Miklavžev, ko pač nekdo prosi Miklavža, da ne mu nakloni poln koš, ki bo zvrhan in natlačen, je bila to beseda natlačen. Natlačen je bil ban Dravske banovine Marko Natlačen, recimo, ne. In on je pač to odredil, takrat je bil Toti list ukinjen, ne. In zdaj, če ste natančno pozorni, izhajajo še naprej, ampak pod imenom Novi Toti, ne. Pač ustanovili so drugi list, ne, pač istim imenom, z isto sestavo, z isto ekipo. No, sem bil že predolg, ampak še to sem mislil reči, ne. Je pa bila kar precejšnja razlika med posameznimi, bi rekel, temi protagonisti
karikatur. Kar najbolj presenetljivo je bilo za mene, da je pač tisti politik, ki je v stari Jugoslaviji, ga je doletela, bi rekel, najbolj drastična ali pa najbolj ostra karikatura, zaradi katere so njegovi privrženci javno protestirali, v Žalcu so imeli miting, ki je prišlo par tisoč ljudi, potem, ko so objavljali pozive, da ne bodo več zahajali v lokale, v trgovine, gostilne, v katerih se, bi rekel, lahko prebirajo liberalni časniki Jutro in pa Domovina. Ne. Ta politik je bil dr. Anton Korošec, ki je bil pač takrat notranji minister jugoslovanske, bi rekel, beograjske vlade. Ne. On sam je pa imel en posluh ali pa neko afiniteto do karikatur po pripovedovanjih teh njegovega kroga, jih je zbiral pač v nekem albumu in občudoval in ta, bi rekel, slovenska ga niti ni toliko motila, ker kot policijski minister je bil pač tarča vsega tega srbskega humorja, ki je bil pač vedno ostrejši kot pa pri nas v Sloveniji. Ne. Skratka, kaj sem mislil reči, spreminjala se je odnos do satire in ta polje, recimo, kaj bi rekel, subverzivnega, dovoljenega, ne, se je tudi po zaslugi satire in humorja počasi, bi rekel, širil. Ne. To je tudi, bi rekel, ena zasluga, ne, naših satirikov in karikaturistov. Pogledal si me, Sašo, in se bom jaz obrnil tudi k tebi. Kako pa ti recimo ocenjuješ satiro, satirične vsebine na javni radioteleviziji, kar nekaj oddaje se je rodilo, nekaj je odmrlo, ena brezvezna vmes je bila, mislim, da Hribar oddaja. Kako v bistvu javni zavod, ki vseeno deluje pod nekimi drugimi pogoji, pod nekimi drugimi pravili, koliko je odprt za satiro? Poglej, si imam nobenih problemov, tako kot jih imam Nadina s tožbami, ker sem uravnotežen. A dovoliš, Rok, na začetku, da odgovorim na to, kar je kolega Boteri rekel, kako sem prijel takratnega generalnega direktorja za nos in zakaj sem to počel. Ne vem, kako je bilo to, da se je novinar oziroma fotograf Mladine znašel v tistem trenutku in to je bila naslovnica takrat. Ne. To so bili sproščeni časi, zelo sproščeni časi. Generalni direktor je prišel do mene, to je res, kar bom govoril, je rekel, če ga poznate, gospoda Čadeža. Rekel, stari, poglej mojo roko, poglej, kako lopato imam, če te s tem prešvasam. Ne boš več živ. Jaz sem pa takoj pomislil, a imate morda vse ekstremitete proporcionalne? In seveda takrat niso bili časi, če ne bi ga prijel kam drugam. To je bilo toliko let nazaj. Bral sem pa, da je nos fenomenalni organ. Recimo pri mucki, če boste mucka malo tapkali po smrčku, bo kihnil. Poznate to, ne? To je res. Pri nosu je pa zanimivo, sploh če je nos ekstremist. Če primete nos takole in počasi vlečete, ne čutite bolečine, ampak kri gre na konico nosu in drug dan boste imeli tak štempel rdeč. In se rekel, da je Čadež najbolj primeren, da to poskusim. In žal to fotograf takrat ni zabeležil. Drug dan je Čadež hodil s takim smrčkom. Ko klovn je bil. Zdaj pa, kar se tiče satire, kar si rekel, za razliko, recimo, kar se ta proporcionalnost oziroma uravnoteženost se v tem, kar mi počnemo na nacionalki, ali pa če se apliciram nase, kar jaz počnem, jaz protagonistom, politikom ali pa vplivnim ljudem jemljem parametre, ki jih imajo in dodajam parametre, ki jih nimajo. Temu se reče uravnoteženost. Enemu politiku vzamemo vso moč, vzamemo vso oblast, vzamemo vso slavo in vzamemo ves vpliv. In mu dodajam čast, ugled, ponos, dostojanstvo, poštenje, integriteta, altruizem, empatija. Skratka, tisto, kar nimajo, jim dajem. In zdaj se težko oni znajdejo v situaciji, da bi me napadali, pa da bi me tožili. In iz tega naredim tak suspens, da je pravzaprav še tako, poglej, recimo zanima, lep primer začniva, praviš, sem vida od začetka, sem vida. Je že takoj tebi dodam nekaj in odzamem, kar nimaš. Rečem, lepa vida. In nadaljujem. Lepa vida je pri morju stala, tam na prodo je pleničke prala. Črn zamorc po morju sivem pride, barka ustavi in reče lepi vidi. Ej, bejba, v penziji si, a še honorarno delaš, a bi si ne bi kupila ti pralni stroj.
Torej, uravnotežim situacijo in tako se izognem vsem takim zadevam, na Mladini so pa nesramni, ne, to je pa res. Oni pa brezkompromisno napadajo, nimajo nobenega občutka, nimajo neke, bi rekel, potrebe po tem, da delujejo v principu človečkosti, ne. Ampak čist banalno, tako kot bonobi ali pa šimpanzi, ne. Dajte se popraviti, ker tako navte nikamor prišli. Marko, ostajamo na radiju. Če je kdo mene tožil? Ne, bom pa do tebe, Marko, resno pristopil. Ne, Jaz ne edini špricar, tu boš do mene. Mene si našel za resen pristop. Ne, ampak res, Marko, ko prebiram tvoje kolumne, posebej te pamflete, ki jih pripravljaš za sobotno prilogo Večera, ampak zdaj pa resno govorim, ne? Jaz tudi. Ampak res resno. Se mi zdi, da je v njih vse manj hudomušnosti, ne? Če primerjam recimo začetek našega sodelovanja, so bile izjemno, bom rekel, hudomušne, ne? Da ne bom uporabil še kakšnega ostrejšega izraza, ne? Tvoj slog sicer ostaja popolnoma enak, ampak se mi zdi, da te ta novi svet vseeno obremenjuje, da je mogoče, da to satiro mogoče pa vseeno zamenjuješ z nekim, ne bom rekel jezo, ampak z nekim drugačnim pogledom, ne? Zdaj vem, na katero kolumno štartaš, ne? Jaz sem šel točno pred enim letom za 3 mesece kable vlačiti v Avstrijo, ne? Pač bila je ena priložnost, moj brat tam šraufan v ORF-u studije in njegovi oni kolegi niso imeli, tisti, ki šraufajo z njim, niso imeli COVID potrdila, pa je rekel, veš kaj, na Avstrijcom obljubo, da pridemo 4, ne, sem pa sam, kaj lahko greš ti zraven, sem rekel, veš kaj, ne, jaz sem edini človek, ko je imel popravnega iz tehnike na prvi gimnaziji, mislim, ne vem nič, ne. Je rekel, jaz tem kriv, pa niti nemško ne znam dobro, ne, jaz tem kriv, ti samo ide, da bo za število, ne. In tako sem jaz 3 mesece kable vlačil na Avstriji, ne, in pol me kliče iz Studia City, ker z Marcelom imamo tak nekak pogodbo, da enkrat na leto se odzovem tam tistemu. Pravi, veste kaj, zdaj je neka kriza v novinarstvu bila, pač, če bi vi pač dali izjavo o težkih časih slovenskega novinarstva, imamo pač tam teh par eminentnih, pa še vas zraven. Sem rekel, super, ampak jaz sem v Avstriji, ne, delam, ne. Mislim, v Avstriji sem, pravi, se ni hudega, zdaj, ker COVID lahko prek Zooma naredimo to javljanje, ne. Sem rekel, ok, super, fajn. In zvečer prijem v onih Ibercugu, ne, pa Zoom, pa me ona sprašuje, pa si jaz povem, kaj si mislim o krizi v slovenskem novinarstvu. Pol pa pravi, dejansko smo gradili novi ORF, ne, ampak jaz sem tam pač Cigler nosil, pa Malto meša pa to, ne. Pa pravi, kaj pa delate na Dunaju? Sem rekel, na ORF-u delam. Rekel, super. Vam pa je ratalo, ne. Ampak kar pa je to, da je hudomušno zginila, ne, ker do Malce, ne, ker začneš delati tam ob 7, začneš delati, Malce je tam ob 10, ne. Pa 1 ura je Malca. Mi smo šli kar v Ibercugu, med one ORF-ove tam. Do Malce sem zaslužil več s tem, da sem vlačil kable, kot zaslužim za kolumno. Ne? In ko pa pač pol pogledaš na situacijo v slovenskem novinarstvu, z tega stališča pol te pa malo hudomušno smine mogoče, ne. Se mi zdi pač, da ta naš prelepi poklic, ne, tako hudičevo pauperizira, ne, tako veliki reveži smo, ne, da se mi tem, skratka naveličal sem se, no. Sašo, ti veš, ne, ko moraš biti včasih duhovit na silo, ne, je to nekaj najhujšega, kar se ti lahko zgodi. Ne, meni je super, ne, včasih dobim tisti honorar v 5 minutah, tisto spišem, bum, adijo, hvala, ne. Včasih pa se znajdeš pred tistim praznim listom papirja in nekaj kucaš, pa veš, da je slabo in ko to daš, je to zelo slabo občutek. Seveda, če ni za naše preživetje, če ni poskrbljeno, kar v veliki večini vseh nas, ki smo tu, ni, je pol zelo, ne samo grenko, ampak nepošteno na nek način, da neke norce briješ, ne. In zato se mi zdi, da pač, ok,
pač ne muafen guncali. Ne. Ko si pa rekel o teh napadih, pa o tom, kar smo se pogovarjali, ne, je pa zelo hecno. Ne. Na moje tekste se absolutno, jaz imam to sicer piše, kdaj tale varuhinja poslušalcevih pravic, ne, kar je ena bolj butastih institucij, če mene vprašaš, ne. Drugač pa tudi ni, da bi se ljudje čutili kaj zelo užaljene. Zelo hecno je, ko so mi dali Ježkovo nagrado, me ena kolegica novinarska naj bo zamočana prosila za to, da grem povedati za televizor. Pa sem nekaj, kaj me vprašala, je rekla, veš, vprašala bi te, kakšni so politični pritiski, ne? Ker se pač nekako pričakuje, da so neki politični pritiski. Sem rekel, veš kaj, ni nobenih političnih pritiskov, ne? A res? Ne, nič ni. Aha, okej. Potem se pa prežgejo luči, pa kamera, pa vse to, ne? Pa je bilo prvo vprašanje, kakšni so politični pritiski? Fuck, veste. Zdaj bom naslednje vprašanje imam za Blaža, samo me pa vseeno zanima, varuhinja tebi tudi piše, ali ne? Ilinka je bolj nekako bila pridna, ne? Moram iskreno povedati, jaz sem star 63 let in mi ne piše. Nišče ti ne piše več. Bi bilo verjetno drugače pred 20 leti, ampak če lahko repliciram Marko, da mislim, da ti nisi dojel doktrine naše hiše, ne? Da živiš še v nekih starih časih, ko imaš občutek, da je treba za to, kar počneš, dobiti plačilo. Torej, ti narediš delo in dobiš plačilo. Jaz poznam urednika multimedijskega centra. Manj, ko ga vidijo, večje plačilo dobijo. In danes je uzakonjeno na RTV-ju ne delo kot plačljiva veličina. Ne? In temu se je treba prilagoditi, Marko, ker če ne bova kable vlekla na stara leta. Da se iste probleme ima toti list, mi plačujemo enega človeka, ki, ne boste verjeli, bere komentarje pod objavljenimi stvarmi tega lista, on bere in jih na novo preučuje in analizira. To so tvoje besede. No, Blaž, ko si že pri besedi, povej, zakaj bereš komentarje pod članki iz tega lista. Mogoče zato, ker usporedno še upravljam drugo delo študenti novinarstva, da bi razumel mogoče širše to medijsko kulturo, ampak ja, to stanje duha, mislim, da je to ena dobra diagnoza, psihološka, sociološka, kaj se dogaja v našem okolju. V bistvu so tvoje ugotovitve srhljive, se mi zdi. Zelo srhljive, ja. In najbolj srhljivo se mi zdi to, da, kot si prej omenil, Rok, zdaj že koliko, 5 let izhaja toti list redno vsak teden. V Sloveniji nas je 2 milijona, koliko je ljudi, ki berejo, recimo, ki znajo brati, recimo rečemo 1.500.000, in v teh 5 letih še vedno niso spoznali tega lista in še vedno verjamejo tem objavam in debatirajo in pametujejo, kdo je bolj pameten in kje ste vi dobili te informacije. Tega je vse več in ravno to hočem povedati, ne, kako nimajo tistega občutka, da ker toti list je resen medij, ki spoštuje novinarski kodeks in ločuje poročevalski in komentatorski del, torej na spletu boste videli med oklepaji toti list napisano. Ne? In me zanima, zakaj bralci ne vtipkajo v Google toti list, kaj je to, ne, ko vidijo takšno objavo. Ne, tega ne storijo. To je mogoče ravno to, ta posledica, ko govorimo, da ljudje berijo samo še naslove in podnaslove, mogoče je ravno toti list ta najboljši primer, ko vidimo, kako se bere to kampanjsko. In zdaj bi vam nekaj primerov pokazal, glede na to, da imamo res analitičarja v uredništvu, ki se ukvarja s temi zadevi. Najbolj odmevna zadeva je bila v času, ko je toti list objavil zgodbo, da je mariborska občina kupila gostilno pri 3 ribnikih. Zgodba je šla takole. Arsenovič je bil v eni izmed trgovin v Mariboru in je stal pri blagajni in ko je plačeval, mu je padel nakupovalni listek na tla. Naš bralec je ta listek videl, ga je pobral, najprej ga je želel vrniti županu, ampak ko je prebral, rekel, opa, tukaj se pa skriva raziskovalna zgodba. In komu jo je dal? Seveda to temu listu, ki razkriva neprestano ekskluzivne zgodbe. Skratka, in toti list, kjer je resen medij, je naredil tudi forenzično analizo, da smo ugotovili pisavo, da smo ugotovili video nadzorne kamere v trgovini, smo pogledali in vse smo ugotovili, da dejansko ta listek pripada mariborskemu županu. In na tem listku, ki so ga kolegi objavili, je med drugim pisalo, da bo župan kupil kruh,
časopis, seveda ne Večer, kupil bo brokoli, kupil bo tržnico, Koroško cesto, no to se je skoraj da že uresničilo. Skratka, pisale so, kaj bo vse kupil in to smo objavili. In potem pod objavo na Facebooku smo dobili naslednje odzive. Če nekomu nekaj pade iz žepa in to opaziš, je po osnovnem bontonu, da stvar pobereš in vrneš ali vsaj opozoriš tistega, kateremu je stvar padla, dragi bralec Večera. Kako vas ni sram, kaj vse napišete, da bi bili brani? Koga to pri zdravi pameti zanima, kaj bo kupil župan? Kaj se nimate s čim drugim za ukvarjati? Kakšna kozlarija vse skupaj? S čim se vi ukvarjate, nimam za to pravega izraza, da bi se spustila na vaš nivo. V čem je novica? Da uporablja listek za nakupe? Saj ga vsak. No, skratka, eden boljših je bil, da smo vedno bolj podobni Novi 24 TV, kar me izjemno veseli. Ampak, da ne bomo pri anonimnih komentatorjih, poglejmo še ljudi, ki so na odgovornih mestih, ki berijo Toti list. Vemo, kakšna je prometna kultura med Slovenci, koliko uporabljamo žmigavce, tako imenovane smernike, še posebej v krožiščih, in smo poleti v Totem listu objavili spet resno zgodbo, da so prišli predstavniki avtomobilske industrije v Slovenijo, da bi preverili, kakšna je prometna kultura pri nas. In ugotovili so, tako kot je Toti list pravilno predvideval, da ne uporabljamo žmigavcev. In izsledek te njihove raziskave je bil, da bodo zdaj za slovenski trg izdelovali avtomobile brez žmigavcev, ker bomo prišparali mi, ker bomo manj plačali za avto, in oni, ker bodo manj denarja porabili za izdelavo avtov. Oglasil se je zdravnik iz Celjskega. Napisal je na Twitterju, prav nerodno, da so za raziskavo izbrali Slovenijo zato, ker smo postali tako slabi vozniki, ampak Slovenci po naravi nismo takšni. Kaj se nam dogaja? Je kriv vpliv Balkana? Mentaliteta bivše Juge. Vsi okrog nas napredujejo, mi na vseh nivojih nazadujemo. Zakaj? Tukaj ti bom dal nekaj v roke, da boš raztegnil. Skratka, hočem povedati, da niso to mogoče nekateri ljudje, ki kampanjsko berejo, ki ne poznajo, ampak so tudi ljudje na odgovornih položajih. In eden izmed primerov je bil dobro znan, na podlagi katerega bi morda večina Slovencev lahko spoznala. Toti list je bil od bivše predsednice Desusa, ki je novico, da je dobila diamantni znak stranke SDS, je označila na Facebooku za lažno novico. Kako si zdaj povedal, Blaž, jaz sem se zgubil zdaj v mojih listih. Robert, v bistvu bi imel za tebe dve vprašanji. Politiki svoje žaljivke in pogosto celo sovražni govor zapakirajo v izgovor, da gre za satiro. Je ti, ki si res spremljaš te in ustvarjaš te vsebine, sploh možno, da politika oziroma njihovi politični podaljški sploh ustvarjajo satiro? Takšno kot mi. Se to ustvarjajo. Ja. Tako kot pred leti je izhajal en satirični časopis na Balkanu, en izmed res boljših, Feral Tribune, in oni so imeli eno rubriko, ker so objavljali izjave tedna, pač tako kot si. In te izjave tedna so bile res tako satirične, da so rubriko imenovali namesto Greatest Hits, so imenovali Greatest Shits. In dejansko njihove izjave so bile tako groteskne, tako kot tudi danes te, da ja, to v bistvu jim dam zaprav, to je satira, samo je pač z veliko dozo, kot se danes reče, toksičnosti. Ampak bom to obrnil. V bistvu je to najmanjši problem, kadar hočejo biti oni satirični. To je najmanjši problem. Tukaj bi tako, kot bi Sašo rekel, dajmo se spopasti, pa da vidimo, kdo bo koga lepš narisal. Mi smo imeli, ne vem, tako bom rekel, zdaj smo dobili novo predsednico.
ni več, ne bo več predsednica, imamo predsednico, ne? In naš karikaturist me je takoj že vnaprej rekel, veš, ampak mi karikaturisti ljudi tako malo, tako bom rekel, malo kaj dodamo pri kakšni lastnosti, pa kaj malo odvzamemo, ne? Ampak rekel, jaz to predsednico, ko bom risal, to ne bo vsakmu všeč. Ne? To bo, tako kot je, to gospod bo bolj vedel, v Franciji je pač bil en francoski kralj, ki ga je karikaturist vedno narisal kot hruško. Što kaj je tudi zgledal kot hruška, kaj sam jedel. Ne? No, ta naš karikaturist mi je zdaj malo napovedal, kako bo risal predsednico. Imam sabo sliko, se ne vem, če jo bom našel zdaj tukaj. Sem. Kot avokado, vidiš. In tako, kot si rekel ti, Blaž, kaj dobiš pripombe, a ne zdaj te sodobni Facebook in vse to, so takoj reakcije, ne, in v bistvu so zdaj reakcije, so ne pa več z te strani, a ne, iz desne, ampak zdaj pride iz druge strani, a ne. Zdaj je to, so nas obtožili, da je karikatura seksistična. Pa v bistvu, da se karikaturist norčuje iz telesnih vrlin človeka, da to ne bi smel. Ne? Skratka, iz telesnih nisem rekel hiba, ne? Telesne značilnosti, ne? Iz telesnih značilnosti, da se ne bi smel smešiti, ne? In iz spola, da se ne sme smešiti. To, spet ta naš karikaturist je rekel, ja, lej, če pa se nič ne sme smešiti, ne, sej pol pa pridemo v čas, kaj je prepovedano smešenje. Ne. Tako da jaz mislim, da je treba karikaturistom, a ne, pa Radiu Gaga, a ne, pustiti, da v bistvu nimajo mej, a ne. Ker to so, tako kot je bivši predsednik rekel, a ne, to je treba paziti kot punčico v svojem očesu. Ja. Robert, preden se bova dotaknila še tele črte, Marko, dvakrat si je mikrofon dvignil, sem te opazil. Zdaj pa zelo resno vprašanje, Robert, ne, da ne bomo res samo pri žrtvah satire. Kje pa vseeno je tista meja, delno si mi že odgovoril, ne, preko katere satira naj ne bi šla, kjer bi morali ustvarjalci vseeno potegniti zavoro. Zdaj ti praviš, da te zavore naj ne bi bilo. Mislim, seveda so človeške zavore, a ne, te človeške, ki jih tudi kot mediji, v katerem delamo, jih pač spoštujemo, a ne, določene stvari ne boš počel, ne boš na satiričen nikakor način se obnašal, mislim, se ne boš ukvarjal z tistimi, ki so deprivilegirani, ki so manjšine, a ne, pač tega ne počneš. Ne? Ampak, ko rekel, pri politikih, pa teh zavor nimaš. Ne? Konec koncev, s tem, ko so pristali, da so v politiki, če so na soncu, pa se pač ne more pritoževati, da je vroče. Tu ni meje. Zato, če se giblje satira znotraj politike, potem ni meja. Damir, kako je bilo to v preteklosti? Robert je omenil francoskega kralja, ko govorimo o telesnih značilnostih politikov, monarhov. Ja, verjetno nekih zadržkov ni bilo. Zdaj, karikatura je ena likovna zvrst, ki se je oblikovala vsaj recimo od konca 18. stoletja
dalje do našega časa, saj če govorimo o neki časopisni karikaturi, politični karikaturi ali pa karikaturi, ki se je pač reproducirala najprej v grafikah, potem pa v satiričnih listih, na koncu pa še v dnevnikih. In ves ta čas se je pač jezik te karikature dopolnjeval, izpopolnjeval in večina karikaturistov dobro vejo, katera sredstva lahko uporabijo. Najbolj pogosta definicija karikature, boste odprli leksikon ali pa umetnostno-zgodovinski leksikon ali pa slovar tujk, recimo. Ne vem, če bom uspel natančno dobesedno povedati, ampak tako bi bilo, karikatura je namerno smešna upodobitev osebe, situacije ali dogodka, pri katerem so posamezne značajske in pa telesne značilnosti namenoma poudarjene, z namenom doseganja enega satiričnega, smešnega učinka. Skratka, to je vse lastno karikaturi in to so pač sredstva. Recimo, v 19. stoletju recimo, se je pojavil tip, ki se je imenoval glavonožec. To je bilo pač, risali so karikaturisti tako, da je bila glava recimo ogromna in vse, bi rekel, telesne karakteristike, ki morda niso bile ravno v povprečju, so bile tam poudarjene. Ta je bil pač ta kralj, so ga narisali kot hruška, oziroma narisali so najprej ta njegov debeli obraz, v 4 risbicah, ta brada je bila zmeraj debelejša, podbradek se je zmeraj bolj širil, na koncu je bil pa namesto kralja, pač tega Filipa, kaj je že bil, Luisa Filipa, je bila pa hruška. Pač ta Filipon, to je bil Charles Filipon, to je bil v bistvu utemeljitelj satiričnih listov. On je leta 1830-35 začel izhajati prve satirične liste, ki so bili potem vzorci za čisto vse, recimo, kar poznamo, se je na sodišču pač uspešno branil. Pač, tam je kralj, tam je pa hruška, to ni kaj. To je podobnost, ne vem, pač če je kdo vid, jaz ne vem, to ni bil njegov namen. Recimo, ampak je bil takrat oproščen, zatrli so ga pa zaradi drugih pač stvari. Skratka, ta, bi rekel, drznost je lastna karikaturi. Zdaj, karikaturist se ne bo ustavljal, recimo, če nekdo ni suh, če nekdo ni lep, recimo, če nekdo ni ravno prijeten za pogledati, ampak bo to nekako uporabil, tako da bo karakteriziral, recimo, to osebo. Skratka, te v preteklosti so res, bi rekel, v primerjavi s tem, kar je zdaj prej bilo tamle, to je nedolžno, recimo, mislim, to so bile te žaljivke, recimo, v političnem boju med liberalci in pa med katoliškim taborom ali pa med slovenskim taborom pa med nemškutarskim taborem, to je bilo mnogo bolj zaostreno. Zdaj bom spet, bi mogel od sebe govoriti, pa ne bom, tlele v torbici, v teli vrečki imam 2 knjigi. Ena je taka mozaični pregled vse te karikature in zgodovine, ta druga je pa od satiričnega lista Osa, ampak tam se pa vidi, tam sem se pa jaz spomnil, tako sem se domislil, zakaj bi jaz vse sam pisal, če so vendar ohranjeni stenografski zapisniki sej na Kranjskega deželnega zbora, to se pravi predhodnika našega parlamenta, in potem sem vse to noter vključil. Tam se pa lepo vidi, da je bila politična kultura pred Prvo svetovno vojno naših politikov, bi rekel, na mnogo višjem nivoju, kot je danes. Tam so dolgi, žaljivi govori, napadalni govori z argumentacijo, en čez drugega, potem so izpeljali obstrukcijo. Obstrukcija je en tak način parlamentarnega boja, s katerim se prepreči glasovanje. Recimo, obstrukcija je izgledala recimo tako, enkrat v Dunajskem državnem zboru je slovenski poslanec Josip Gostinčar govoril 12 ur nepretrgoma.
ker je pač poslanec, ki je dobil pravico do govora, je pač lahko govoril toliko časa, dokler ni povedal vse, kakor je hotel. In je govoril cel dan, da so šli spat in potem, ko so šli spat, ni bilo več glasovanja. No. Tukaj se pa v Ljubljani tega ni dal, so se pa liberalni poslanci spomnili, da so prinesli v pač ta kranjski deželni zbor razne inštrumente, kar so bile piščalke, ragle, bobne in druge zadeve in vsakič, ko je kakšen katoliški poslanc začel z svojim govorom, so oni muzicirali, recimo, in tako naprej. In potem so se malo žalili, potem pa se je konc, so bili pa spet prijatelji, recimo. Ampak to se pravi, na neki višji kulturi je potekal ta politični boj, kot je danes. In tudi, bi rekel, te zelo zaostrene bodice na karikaturah niso bile tako razumljene, ampak kot oblika propagandnega političnega boja. Ob tem, da je treba še to povedati, razen prvega satiričnega lista, to je bil Brencelj, urednik je bil Jakob Alešovec, on je spadal nekako v Blajvezov konzervativni tabor, so bili vsi naslednji do začetka druge svetovne vojne liberalni. Skratka, katoliški tabor veliko smisla za ta humor pravzaprav nima, ali pa za smisel za propagandni boj, recimo s pomočjo karikature in pa satire. Tega ni, skoraj ni. Hvala. Mogoče vprašanje za vse. V uredništvu smo imeli v zadnjem času kar nekaj debat glede vlečenja paralel z obdobjem nacizma. Prej, ne vem, kdo je omenil Toti List, da je bil, Damer, mislim, da ti, da je bil prepovedan pred drugo svetovno vojno, ravno zaradi tega, ker je pač opozarjal tudi na preveliko simpatiziranje takratne kraljevine z nacizmom. Moje vprašanje pa v bistvu je, ali so te primerjave danes upravičene, naj jih satira naslavlja, naj jih uporablja, ali ne, ali naj pač molči. Z nacizmom. Ja, se mogoče, Robert, ti si načel tudi težave, ki jih je imela. Ja, je med 21 nirnberškimi obsojenci je bil karikaturist Julius Streicher, ki je strahotno smešal in negiral vse, kar je bilo judovskega in je bil tudi obsojen na smrt. Tako da z njim Streicherjem nimam nič skupnega. Kaj je vprašanje pol naprej? V bistvu, ali ima smisel, da satira vleče paralele z nekim obdobjem, ne vem, nemške propagande, ki je v medijih. Jaz imam eno dobro zgodbo. To pa zdaj ne razumem tega vprašanja. Jaz ga razumem. Sem zašel na nirnberški proces. Marko, hvala. Glej, jaz se ukvarjam, da ne preveč na vaše področje, zdaj z dokumentarističnega stališča, z opusom Toneta Kralja na Primorskem. Tone Kralj, znameniti slovenski slikar, je med obema vojnama v časa Rapalske meje na Primorskem poslikal več kot 80 cerkva. To je pač tako precej znano dejstvo. In teh cerkvah je on upodabljal v poslednji sodbi, je bil Mussolini, Hitlerja kot enega stražarja. V 80 cerkvah so znanstveniki oziroma Egon Pelikan, ki je o tem naredil eno krasno monografijo, v 80 cerkvah je on na satiričen način upodobil v bistvu fašizem, nacizem, vse te stvari na javnem prostoru. To je najbolj neverjetno. In vsi, ki so obiskovali te cerkve, ljudje, ki so hodili k maši, ki jim je bilo to namenjeno, so to razumeli. Orožniki, oblast, ker če bi ga našli, pazi, to je delal 15 let, bi ga takoj ustrelili. In potem sem vprašal tega moža, zakaj ga niso dobili. In se mi zdi taka zelo lepa paralela z današnjim časom. Je rekel, nihče ni pogledal gor. In se mi zdi krasno. Publika, ki je bila to namenjena, je razumela. Od oblastnikov pa nihče ni pogledal gor. In to se mi zdi, da je naloga nas, satirikov, kakorkoli pač imenujemo v današnjem času. Dajmo sporočila, čeprav so subverzivna, čeprav so zakodirana, čeprav smo v nevarnosti na nek način tudi pred izgubo službe, dajmo širiti to besedo, ker 100% smo lahko, nihče ne bo pogledal gor. Super. Si razumel zdaj, Sašo? Si razumel?
Še vedno ne. V bistvu po eni strani, te bom spustil, veš, Saša, naslavljamo pač, kako nagovoriti ponovno vzpon neonacizma, neofašizma skozi satiro, ne. Robert, vi ste imeli to, v obrisih si jo že povedal, vi ste imeli to res izjemno, bom rekel, izkušnjo. Vemo, večina javnosti ve, da je stvar prišla, mislim, da celo do Evropskega sodišča za človekove pravice, ne vemo pa, z glave pa je všel epilog te zgodbe. Ja, ni še epiloga, tam so vzeli so sodbo, obravnavajo jo, ampak to še traja, ne. Ampak vmes se je zgodila še ena druga stvar na to isto temo, o kateri zdaj govorimo, ne. Ko so naši sosedje začeli spet sanjati o svoji veliki domovini, ki bi razširila meje tudi na Slovenijo, a ne, smo mi narisali tako naslovnico, a ne, in pač koliko se to vidi, no, v glavnem, pač njihov vodja, ljubljeni vodja in te naši priliznjenci zraven in dobili smo takoj v bistvu oster protest zunanjega ministrstva te države, ki je od našega zunanjega ministrstva zahtevalo, da prepreči to vrstne karikature, ker so žaljive za njihovega vodjo. No, in potem smo mi naslednjič rekli, no, res je, opravičujemo se, 40 let komunistične indoktrinacije nam je oprali možgane, a ne, in ne vidimo teh pravih dimenzij in smo pač zadevo popravili, a ne. Ne. Tako da jaz mislim, da ja, ne, njim je treba jih slikati ne z brčicami, a ne, ampak z cvetjem v laseh, a ne. Tako. Mogoče zadnje vprašanje, potem bi prepustil vprašanja publiki. Sašo, zdaj pa bom začel s tabo. Kje je po tvojem se loči ena dobra, kakovostna satirična vsebina od tega, da gremo na ravn neke šank vicev, šank zgodbic, šank satire, če se tako izrazim? Na prejšnje vprašanje, ne, nacizem in tako naprej. Ne bo smešno, jaz sem dobil res asociacijo, ne vem, če poznate, mislim, da je bil časopis Der Sturm takrat, ki ga urejal Julio Streicher, ne, ki je vplival in na Kaltenbrunnerja, vplival je na Denica, vplival je na Keitla, vplival je na Šahta, vplival je na Rosenberga, vplival je na Ribbentropa, vplival je pravzaprav na vseh 21, prav 20 tedni odšel, Bormana ni bilo, vplival je vse na njih in to je bila res tragično obdobje v zgodovini, ki pa se je manifestiralo skozi karikaturo takrat, kako so uporizarjali prav pač judovski narod, začetek holokausta je bil to, kako so ga uprizarjali kot pedofile, ljudi, ki pohabljajo otroke in tako naprej. To je bilo grozljivo. Zdaj pa tvoje vprašanje, satira danes, kaj je še malo dementno, pa imam tablete s sabo, da bi še enkrat mi preveril, sej. Čakaj, bom prebral, ja. Sem že tudi pozabil, veš, kaj sem vprašal. Torej, Sašo. Ja, to vem, ja, jaz sem, ja. Sašo, kako se izogniti humorju? Satiri na prvo žogo, tako imenovanemu šank humorju. In če, koliko ga je dopustno vključiti? Lej, kako izhodišče je treba, ne? Zdaj, to je dolga zgodba. Vas bom zamoril z izhodiščem v koordinatnem sistemu, kako v tridimenzionalni Gaussovi trigonometriji uprizarjaš neko satiro, pa bomo poenostavili. Gremo na čisto enostavni prostor, ki se imenuje... ne veš, kaj bi odgovoril, ne? Ja. Ne? Ampak bom, ker sem si nastavil ogledalo, ne? Da se izogneš nekim trivialnim zgodbam, je treba zmeraj narediti neko aplikacijo v ogledalu. Zmeraj, resnično vam govorim, ne hodim na volitve, šel bom na referendum, poglejte, to grem, ker niso volitve, ker zmeraj volim človeka, ki ga vidim v ogledalu. To je izhodišče tega, da ne pridem do šankovskega humorja. V ogledalu resnično zagledam žal sebe, ni drugega noter. To je moj predsednik države, predsednik vlade in predsednik opozicije. Predsednik vlade v ogledalu je dokaj razumna oseba. On me nagovarja spoštljivo, Sašo, recimo reče Sašo, zdaj le po tej prireditvi greva domov, ker se boš naspal, ker me zjutraj oddajo Radio Gaga.
Šef opozicije reče, Sašo, zdaj bomo šli z omizjem neki spit in če bo vzdušje dobro, bomo pil do jutra šel direkt na oddajo. Ne? In predsednik države ne reče pa nič. Ni ga. Ne? In zdaj sem star 63 let in se na predsednika države nisem mogel zanesti niti 1 leto. Medtem je pa predsednik opozicije tako omagal, da predsednik vlade počasi prevzema odgovornost. Prvikrat v življenju, tako da bom po vsej verjetnosti, nisem pa prepričan, po tem srečanju šel domov. In ker se prepleta ta tragičnost različnih likov od predsednika države, predsednika vlade do predsednika opozicije in ker je to metafizična izkušnja, ne pridemo do nekega šankovskega dialoga. Ker šankovski dialog je že pasé. Takrat, ko nastopi šankovski dialog, vsi 3 liki v ogledalu nimajo več spomina in za njih ta dogodek ne obstaja. Torej sem vsaj nekaj dobrega naredil v tem sistemu. Ne bi ga smel vprašati, veš? Prosim? Ne bi ga smel vprašati. Ne vem, ja. Robert? Kaj je bilo vprašanje? Robert. Tako, v bistvu se jaz sem tudi že vmes pozabil, kaj sem vprašal. Skratka, hotel sem to povedati, prej nisem utegnil, ker smo bili še v zgodovinskem obdobju, ne, v tem, da to je bil res tak en grom z neba, ne, ko se je v slovenskem medijskem prostoru pojavila oddaja Radio Gaga. Ne. Mi vsi, ki smo se nekaj trudili s to satiro in pa smo vsak petek poslušali in mi smo na redakciji to skupaj poslušali. Ne? In pa se tam drugi se krohočajo, mi šefi se tako malo bremzamo, se kiso držimo, tisto pa to. Ne? In dejansko jaz ne poznam v bistvu v tem prostoru take oddaje, ki bi zdaj v bistvu bila skoraj že toliko časa v etru, kakor je Janez Janša v politiki. A ne? In da vsak petek dejansko se to vedno znova rodi. Ne? Vedno znova. In zdaj si mi ti razkril, kaj počneš, a ne? To je to famozen Der Spiegel. A ne? Tvoj. Ne? Ne? Ne, jaz imam občutek, da ste se videli dogovorila nekaj, ne? Da se boste hvalila tukaj. Mislim, da Sašo se ne da hvaliti. Ne? On se sam. To ne gre čez. To je pol šank. Ne? Zdaj sem v nevarnosti, da pridem za šank. Ja. Sem na vodi, a ne, voda odkle. V bistvu ima Sašo srečo, da je na radiju, ne? Ker če se spomnimo TV Popper je potem kmalu šel z televizijskih ekranov, kar smo prej govorili. Ne? Pa še ena stvar, kar sem se tudi spomnil, tako kot Robert, za nazaj, ko smo govorili o tisti meji, do katere lahko gremo in preko katere lahko stopimo. Lep primer je bil ravno tudi mladinin primer od Jureta Aleksiča o njegovem pisanju o Srečku prijatelju, takrat, ko se je delal norca Afnau in odpiral stereotipe o nekih manjšinah, ko ga je poimenoval, da je to domet cerebralnega bankrotiranca. Ne? Takrat je bila pomembna odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je odločilo, da tukaj ni šlo za žalitev, ampak da je šlo za konkretno nestrinjanje z njegovimi dejanji in da moramo v sklopu svobode izražanja obravnavati tudi satiro in cinizem. Zato se meni zdi, kdaj lahko prestopimo to mejo in gremo preko, je takrat ravno, ko nekateri ljudje, javne osebnosti, politiki z neke pozicije moči napadajo ranljivejše skupine, manjšine, tistih, ki nimajo moči, takrat jaz mislim, da padejo vse zavore in postavimo ogledalo, pa tudi, kar je Sašo povedal, postavimo ogledalo temu človeku, da naj se pogleda v njo. In ta primer, in mislim, da ta sodba Evropskega sodišča za človekove pravice je bila kar odmevna in bo vplivala tudi na naslednje zadeve. Marko, če boš zdaj rekel, naj ti ponovim vprašanje. Kaj naj zapovem? Ja. Veš kaj,
Nekaj sem se spomnil, spomniš ti Bajalca, urednika našega, ne? Bajalc je rekel, cinizem da, sarkazem ne. Ne? In jaz se samo tega držim, ne? Damir, zdaj pa še izziv za tebe, da potegneš iz zgodovine, ne vem, kaj bi ti mogoče za konec seveda ima drugo vprašanje, kaj bi pa ti recimo priporočil današnjim satirikom, kam naj grejo, kje naj grejo čez mejo? Zdaj niti ne vem, vsi so povedali vsak po svoje, ne, kaj je vprašanje bilo, ampak ko se majčkeno začneš poglabljati recimo v določen čas ali pa v preteklost, ne, pa vedno so neka, bi rekel, zanimiva odkritja. Mi si zdaj predstavljamo v tej dobi demokracije, so se vse te meje odprle in vse je dovoljeno, pa očitno ni, ne, če se mora plačevati finančne kazni. Ne. Potem si predstavljamo obratno, po letu 1945 je bila zelo stroga cenzura, in potem se vsaka stvar se je pregledovala, ampak jaz sem bral nekaj spominov sodelavcev satiričnega lista Pavliha. Pavliha je bil pač časopis, ki se je samo ustanovil, to ni bil režimski časopis, recimo, ki bi ga režim ali pa kakšna večja časopisna hiša financirala, ampak se je pač ves ta čas se je preživljal samo z denarjem, recimo, od prodanih izvodov. Piše, to se pravi, gospa, mislim, da Irena Špenko Kranjc, ona je bila sodelavka Pavlihe dolga leta, to se pravi tašča mojega mentorja za ta moj študij o neki drugi temi, slučajno vem, ona piše v spominih, da so nekaj mesecev morali nositi krtačne vtise, kazati v stavbo ljudske pravice, da so oni pogledali, če bo v Pavlihi karkoli takega, potem pa niso nikoli nič našli takega zelo in potem so to opustili in Pavliha je pač izhajal ob tem, da so vedeli, recimo, česa ne smejo. Ne smejo napadati bratstva in enotnosti jugoslovanskih narodov. Ne sme biti maršala Tita na karikaturah ali pa kakšnih drugih partijskih veljakov. Ne sme se napadati neuvrščenih in pa kaj drugega. Vse ostalo pa nekako dovoljeno do nekaterih, bi rekel, točk. Ena je bila ena karikatura Marjana Maljetija iz leta 1955, čisto taka nedolžna karikatura, on je narisal atletske igre, tek, na katerih tekmujejo plače pa cene, skratka, pol teh športnikov, pač na enih piše pač plače, na drugih pa cene, publika pa vzklika tam v zadnjih tribunah tempo, dajmo, in potem se je pa pri Titu pritožil gospodarski minister Svetozar Vukmanovič, partizansko ime tempo, in mu je Tito rekel, pač, zdaj kaj ti jaz moram, ti lahko pač civilno tožiš, če želiš, in Pavliha je takrat se zmuznil, ukinili so pa en makedonski list, satirični list, ki je samo ponatisnil to karikaturo, recimo, Potem pa, ne vem, spet ena zelo zanimiva knjiga je za vas novinarje, se je napisal vas kolega, ta Novak, Bojan, ki je potem postal pisatelj, Lipa zelenina je, on je bil tudi urednik satiričnega lista Pavlihe do tiste številke, v katerem je bila objavljena satira od Frače, pač od Frače. To je čisto eno tako poročilo o vojaških vajah v jugoslovanske ljudske armade, nekje na jugu države, na kateri so predstavili novo sodobno orožje, to je bila Frača in potem je to. Ampak to je redno napisan. Potem so se pa odločili in je cela knjiga, ki se imenuje Pavlihova Frača,
v kateri se samo opisuje, kako so odstavljali in žagali tega urednika do takrat, da so ga odstavili. No, skratka, marsikaj je bilo dovoljeno, nekaj pa ni bilo, dvira, da je pa danes nekako podobno, samo ob tem, da bi rekel, imajo pa naši politiki mnogo manj občutka za humor in pa satiro. No? Ja. Zdaj smo v demokraciji in moramo paziti, kaj govorimo. Jaz bi vas povabil k postavljanju vprašanj za naše goste. Po moje se vas bojijo. Če ne imam jaz, prigodo, ker smo na novinarskem festivalu. Prej, ko smo govorili, kako se bere satira, je bila zgodba tudi z Dnevnika, kjer so glose objavljene in takrat je Cerarjeva vlada postavila ograjo po južni meji in zgodba je šla tako, da zdaj bo Cerarjeva vlada zamenjala tudi slogan I feel Slovenija, zato ker je ograja in ljudje ne morejo več čutiti Slovenije, ker je ograja in da bo prekinila pogodbo in da bomo šli v nov slogan in vse to se je objavilo, glosa je bila označena in je šlo v objavo. Drugi dan nas kličejo z Ukoma, kaj ste pa vi to naredili, kaj ste vi to objavili. Zdaj dobivamo novinarska vprašanja iz te in te komercialne televizijske hiše, nas sprašujejo, kdaj bomo prekinili pogodbo, od kje te informacije, če jih lahko komentiramo. In zaprosili so nas, če lahko naslednjič, ko dajemo na splet, še dodatno označimo, da gre za satiro. Hočem povedati spet, koliko satira se slabo oziroma nerazumljivo bere tudi med nami. Gašper. Zdaj se pa slišimo. Prej se mi zdi, da niste najbolj specifično odgovorili na vprašanje, katero obdobje pa recimo temu Slovenije samostojne je bilo najbolj plodno recimo in je najbolj dopuščalo satiro, ne vem, je bila to tudi oddaja Hribar, je bila to oddaja TV Popper ali pa karkoli takega. Pa še eno drugo vprašanje. Pred kratkim je en tednik objavil eno besedilo, ki je bilo na koncu, ki je bilo zelo sovražno napisano in so ga razglasili za satiro. Vseeno me zanima vaš komentar, seveda, zakaj to ne more biti satira in to. Pa je že Sašo prej povedal, v tem tedniku so naredili to vrstno satiro, ki so jo delali v tem časopisu Der Sturm. In je bila, ta njihovo pisanje je bilo izrazito sovražno, naperjeno proti nekim ljudem v stiski, ki pač v tistem trenutku niso imeli druge možnosti, kakor da zapustijo svoj dom in da grejo. Zdaj, prej, ko smo govorili o Pavlihi, in sem se spomnil na eno prigodo še iz časov, preden je bil Radio Gaga, in to je bilo, nam so takrat rekli, to je bilo na koncu 80-ih, so rekli, ti tu pišite, kar čte, to je zdaj že nekako zaključena zgodba. Vojsko, če se le dajo ne, ampak dobro, dejte jo, sam tako bolj nasplošno. Slovensko partijo lahko kar hočete, to ni problem, sam enega se pa ne dotikite in to je Stane Dolanc. Njega se pa ne dotikite, z njim stoji in pade, ne vem, slovenska, takrat ta neka pokončna politika. In mi smo rekli, ja, v redu, ne bomo. Čez en teden kliče predsednik mladinske organizacije, kaj ste to spet naredili? Kaj smo naredili? Ja, kaj boste imeli na naslovnici zdaj naslednji teden? To vse veš, krtačni otisi, to je vse potvali, se pa oni so vedeli, kaj bo pisali in kaj bo na sliki, so vedeli že 2 dni vnaprej, ker mi smo morali
naslovnico dati 5 dni prej v tiskarno, preden je bilo stiskan. No in potem smo rekli, ja, ampak se je čist simpatičen, se ni on nič, ta vaš Stane Dolanc, se ni nič groznega z njim. Mi smo ga naredili kot res borca za Slovenijo. Ne? No in v bistvu res so bili nesrečni, a ne, zaradi tega, na kar je pa ta Stane Dolanc, njemu je bilo pa to zelo všeč. In je potem povabil, je povabil 2 novinarja Mladine, da prideta k njemu v Gost Marfuljek. To boš... Jih je povabil, da ga skrb gobe nabirati. Mislim, se pa so imeli. Na to vprašanje, ker konkretno nastane ta Dolanca, to je bil moj prvi lik na Radio Gaga. Dostane Dolanče v bivšem komunističnem sistemu, samo sem bil premlad, da bi se zavedal konsekvenc, ki bi lahko sledile. Ne? In takrat, ko ne veš, kaj počneš, te ni strah. In ker te ni strah, to prenašaš tudi na dotično osebo, tako da je začudena. Staneta Dolanca smo takrat zmeraj sprašvali, a si kaj kač videl, ne vem, zakaj to vprašanje. Ne? In potem je na to vprašanje on odgovarjal. Brezvezno vprašanje, ne? Če vas nekdo vpraša, skaj kač videl. Kaj to pomeni, če 5-krat vprašaš, potem je to že malo čudno. Nekega dne prej meni bivši košarkaš Ivo Danev in se bi predstavil Sašo, a sme me eno uslugo prositi, Stane Dolanc nori, a se lahko odpeljeva v Gost Marfuljek, bi te rad spoznal. Se je prav in se tudi nisem nič bal in sem šel res do njega. In prvič sem bil presenečen, predvideval sem, da je možakar 2 metra velik, pa da ima 150 kg, bil je bistveno manjši od mene, zelo suhljate postave in mi reče samo to, je rekel, jaz nimam nič proti vam. Rekel, jaz sem predsednik, ne vem, planiškega odbora za skoke, kaj je bil. Rekel, vsi me sprašujejo, če sem kaj kač videl. A mi vi lahko pojasnite, zakaj gre? In seveda mu nisem pojasnil, ne? Ker to ni bilo moč pojasniti. Drugač pa obdobje, sprašujete za obdobje, katero je bilo lažje, recimo, če govorijo o 33-letni zgodovini. Obstaja neka ločnica, ne vem točno leto, to bodo novinarji, ko to spremljajo, veliko bolj vedeli, ko je še obstajal tako imenovani asertivni diskurs. Asertivni diskurs na nivoju novinarstva, žurnalizma in na nivoju politike pomeni spoštovanje človeka takega, kot je, ne glede na to, kakšno ima stališče. In lahko neodobravanje izražaš seveda na svojstven način, vendar nikakor ne v smeri agresije. Kasneje se je asertivni diskurs prelevil v agresijo. Ko se začenja pojavljati agresivni diskurs, potem je pa vsaka politika, vsaka satira, vsaka oddaja lahko na robu tistega, o čemer smo se pogovarjali, kaj satira je, hoja po robu, hoja po žerjavici in tako naprej. Ne? In to rezultira seveda tudi v satiri, ko en občutek, ki je grozljiv, postaješ jezen. In če si jezen, so sadovi tvoje jeze agresivni. Ni več asertivnega diskurza. Ampak to je edini način, na katerega se lahko braniš, to narediš res v skrajni sili. Prvi tak primer je bil, se spominjam, morda je bil že prej, ko je Jelko Kacin užgal hvalico in rekel, sa primitivci ima samo primitivno. A ne, češ, ne moreš drugače. Ne? Pride enkrat do konca, do te meje, ko ne moreš več. Ne? In si takrat rečeš, hvala Bogu, da imam to satiro, ker zdaj grem pa čez. Zdaj pa ni več politične korektnosti, nekorektnosti, zdaj grem pa dejansko čez. In te primorajo te zadeve, dokler globoko v sebi ne pogruntaš, ne vem, če nisem dolgočasen, in se spominjam tistih prvih svojih lepih trenutkov, ko sem se začel ukvarjati s humorjem. Prva zadeva je bil Magna Purga, strip Kostje Gatnika in sicer ena čudovita zadeva, ribič ujame ribico in ribica reče, povej mi, izpolnim ti vsako željo in ribič reče, goni se v Ricmane in kaže tablo Ricmani in ribica solo, ko gre. Ne? To je bilo tako prisrčno, tako fenomenalno in sem takrat za razliko od vseh satirikov, ki so se v tistem času pojavljali, ko sem bil še mlad, Fran Miličinski Ježe, kasneje je bil Vinko Šimek, pa Tone Forneci-Tof, vse to, kar so uprizarjali, neka esenca je manjkala. Nisem vedel, kaj je tisto, kaj manjka, dokler nisem poslušal 72. 73. leta Butenskalo in sem odkril Emil Filipčiča in Marka Drganca in sem odkril, da gre za čisto razgaljanje njune osebnosti in njune duše. Nekaj tako toplega, nekaj tako lepega, nekaj tako dotikajočega se, da sem ugotovil, da je tisto, kar človek nosi v sebi, tisto je vse, kar ima.
In če lahko svoje osebne čustva, osebne preference, ki jih imaš, izraziš skozi satiro, potem to ne more biti narobe. In takrat, ko sva z Emilom Filipčičem začela, dejansko to so tako lepe zgodbe, nešteto jih je, to bi lahko knjigo napisal, recimo ena taka, on je proti koncu oddaje je rabil denar, ki je bil pa že porabljen v Turistu. So bili njegovi kolegi, ki so praktično to že vse zapili. In Emil takole denar je dobival na roke, se ne vem, koliko je bilo, in jaz ga vprašam, takrat je bil lik Fanči, ki je glih, ko sem rekel, no Fanči, kaj boš pa zdaj naredila s tem denarjem? Emil Filipčič je imel pa sina, ga je imel zelo rad in je skozi govoril, da mora za svojega Rudija skrbeti in mu mora kupiti za računalnik dele, Miško mu kupiti tako naprej. In rečem, Fanči, kam gre zdaj? In reče, zdaj grem pa vnučku svojemu kupiti za računalnik, eno makurt zažrla bom. In je vstal in je šel lepo v Turista dol. So tako lepe zgodbe teh osebnosti, ki so takrat bivale v Emilu Filipčiču, da to ni res. No, ena taka zgodba, sem ga vprašal, sem rekel, Emil, kam si šel ti po osnovni šoli? Tako je nastal je tudi lik Martelanca, ki ga imam Radio Gaga, ki Emil je tako govoril, rekel, Sašo, po osnovni šoli sem šel pa na policijsko srednjo. Sem rekel, Emil, koliko časa si pa hodil? En dan. In to je bilo res. Sem rekel, ja, in kaj je bilo? Ti gremo, že prvi dan gremo na Streliška ulica in gremo, policaji, mladi, prvi letnik in reče razrednik, zavimo na Ljubljanski grad. In sem rekel, jaz ne bom zavil, sem policaj, jaz grem naravnost. In sem šel do Ljubljance in domov. Ampak to so bile res, tiska pozna Emila pa Markota, ona dejansko taka sta. Redko najdeš zdaj človeka. In to sem jaz iskal in v satiri in v humorju, da razgaljaš svojo osebnost in da te ni sram. In da ta zadeva pije vodo za razliko od tega, da igraš nek lik in igraš hkrati svojo lastno osebnost. No, to je bila moja fascinacija takrat. V imenu občinstva bi imel eno prošnjo, ker za tem omizjem sta dva, ki odlično imitirata, da ne omenim koga, bi imel iskreno prošnjo, če se lahko oba malo preizkusita v tem. Hvala lepa. Ta kolega bi se nam lahko vsaj predstavil. Kaj misliš, Sašo? Mislim, Janez. Ne, to je name naslovljeno, bo jutri poslušajte ob 8. Radio Gaga, vam lahko že vsebino razkrijem. Prvi del bo imela kmečka prebivalka Cilka. Cilka je ena kmečka gospa. Zdaj Lenške je tam, kaj je bil Janez rojen, veš. In tu na Dalenskem smo bili zmeraj za. Samo ta Nike Kovačeve pa te, ki so Metelkova, so pa proti. Zmeraj so bili proti. Pa ne je bilo, da ne bi bil za. Za vodovod, za referendum, zdaj imamo pa semafor, bi radi imeli, ki ga imajo v Ljubljani. In tu ima glasovali vsi za. No, to je ena taka. Ja, saj sem že vse povedal. Gospod Hribar, vi in ti, vaši gostje, tu vi nimate pojma. Vi greste vedno preko črte. Rdeče, zelene, vsakršno črto vi prehodite. Z velikimi koraki. Odkrito lahko povem, da je to, kar vi sedaj delate, janšizem. Čisti janšizem. In na to se ne mislim spuščati. Dragi gostje, če ni, kje so pa, zdaj sem ravno kar ugotovil, da nimamo, ja, so še vprašanja? Nobene satiričarke nimam, sem zdaj ugotovil. Ker niso smešne. Zakaj ni več žensk med satiričarki? Marko pravi, ker niso smešne.
Na to vprašanje lahko spet jutri poslušate Radio Gaga. Namreč Cilka ima sina, ki ga je zadela kap. Ne? In je rehabilitiran tako, da so mu plastični kirurgi vse igračke, ki jih je imel v mladosti in jih je ljubil, Tarzana, Batmana, so naštimali mu luliko. In se zdaj na stara leta lepše obnaša. Boste videli, kako bo to potekalo kasneje. Zakaj ni žensko v satiriki, tako bi človek lahko odgovoril, zakaj punc ni v vodi, ne? Zakaj sta dva vodika vezana na kisik, ne? Pa brez vode ne moramo, odgovorimo si. Zdaj pa je Srbija pa Brazilija. Tako. Če takole, če pomisliš občinstvo, ne, pa ni nobenega vprašanja, imam občutek tako, kot da gre, recimo, vsi, ki so v pisarnah, imajo doma Slovenske filharmonije na skladbe Vinka Šoboka, in potem ni nobenega aplauza in recimo nekdo vpraša, zakaj mi aplauza ne nikujo, nam to pripada. Bravo. Hvala vsem. Saša, hvala lepa. Robert, hvala. Ja, Blaž. Marko, hvala. Damir, hvala.